sem Liza Končar, poslušate Radioaktivno. Vem, vedno ni vse sam lepo, vem, da tudi tebi je težko skrivati vso zlo pred nekom, ki ti je blizu tako. In veš, tudi če mi kdaj ne poveš, vidim temo, ki gre peš čez iskre v očeh in pristane kot solza na tleh. Zdaj bi bil čas, da odpreva si vrata, drug drugega spustiva do lastnega mraka in zveva najhuje, kar nama je tuje do zdaj. Topiva se v vino, odkriva vržva v globino, v nefino tišino, topiva se v vino, odkriva vržva v globino, v nefino tišino. Nedolžno ljubila srce, to zmoglo ni biti za me. Sej komaj je bilo, da krije pognalo od nog do glave. Moči ni pregnal niti preplah, ko si spustil me v svoj strah. Vdihnil pogum, ki predstavljal ga je beli prah. Ne boš pustil mi, da pridem do tebe, dokler sam želel ne boš priti do sebe. Pustil si čutiti, naučil spet ljubiti kot prej. Popila sva vino, odkrila plašljivo ljubezen je vrela v tišini, izparila, popila sva vino, Nefina tišina je bila slišana skladba Lize Končar z albuma Gola ljubav. Liza, lepo zdrav, oddaji Radioaktivno na Radio Prlek. Dober dan. Imaš rada tišino? Ja, ne zmeraj, ampak
Ja, bi rekla, da ja. Se mi zdi, da zna biti kar zgovorna. Namreč pričela sva skladbo Nefina tišina, tudi skladbo, s katero si se predstavila, pa tudi najavila album. Tako je. Nenazadnje tudi podprla z videospotom. Res je. Takim bolj art. Takim bolj art, ja. Smo se vrgli malo v vode, kjer sem v bistvu tudi jaz prvi, to je moj prvi videospot in nisem hotela iti po nobeni šabloni, sem hotela narediti nekaj svojega, tako da je nastalo, kar je nastalo, pa mi je kar všeč. Gola ljubav je naslov tvojega prvenca, si se na njem popolnoma razgalila. Jaz bi rekla, da kar, imam pa po moje še malo prostora, no, za naslednjega, pa še naslednjega, pa upamo, da še naslednjega. Je bilo težko najti naslov prvenca? Ja, zelo, zelo. V bistvu je naslov za album je zadnja stvar, ki sem jo dobila. Zelo mi je bilo težko to. Ampak, ko sem jo pa našla, pa je bilo tako enkrat sred noči, pa sem vedela, da je to. Med katerimi naslovi si tehtala? Nobenimi. Ta je prišel in ta je ostal. Si imela potem tudi pri skladbah težave z poimenovanjem? Ja, trudila sem se ne biti preveč kliše, pa jih ne poimenovati lih tako, kot je besedilo refrena, ampak mi ni najbolj ratalo. Na koncu sem rekla, dobro, zdaj rabim naslove, zdaj gre stvar v svet in sem kar pustila tako, kot je, no. In to je to. Si morala sama pri sebi sklepati kompromise, oziroma sama sabo? Ja, veliko njih čez cel projekt. Novinka si na glasbenem prizorišču stopila v svet kantavtorstva, potem bi pričakovali, da si ti in kitara, to je tista klasična predstava kantavtorja, ampak pri tebi ni tako. Pri meni ni tako. Jaz inštrumente bolj amatersko znam, to, da sem napisala pesmi, potem prav za jih posnet in posledično interpretirati, pa sem si vzela kitarista, ki je pristopil k temu projektu z odprtimi rokami, Timotej Poznič, in brez njega to definitivno ne bi bilo tako fajn, kot je. Si med kantavtorji tudi iskala vzornike, oziroma jih imaš? Ne, nikoli jih nisem imela, pa nikoli jih nisem iskala, ker je v bistvu jaz pišem tako, da primem kitaro, pa pride ven, kar pride, in se nisem nikoli želela ukalupljati v neke okvirje. Tako da sem kar po svoje naredila stvar, no, ampak poslušam pa ogromno slovenske glasbe, slovenskih popevk in zdaj mlade slovenske kantavtorje in stare slovenske kantavtorje, ki definitivno so spodbuda, ne bi pa rekla, da so prav vzorno. Danes ni nujno, da si kantavtor s kitaro, lahko si tudi s klavirjem ali čim drugim. Res je. Ti je kateri drugi inštrument mogoče bližje? V bistvu kitaro imam še najraje, pa še najbolj znam, tudi klavir znam malo prijeti. Sicer sem igrala violino, ko sem bila majhna, ampak najbolj bližje mi je tekst in melodija in potem tudi, ko interpretiram pesmi, mi je lažje, da sem fokusirana samo na interpretacijo z glasom, kot še na inštrument zraven. Tako da se zaenkrat še ne tikam toliko inštrumentov, kot prav za posnet, ne samo za napisati, no. Druga skladba, ki jo bova zavrtela, bo Punčka. Punčka je luštna, Punčka ni ljubezenski komad, je tak družinski komad. V bistvu je še najbolj šansonast od vseh in v bistvu preprost in izpoveden. Vsak ga sliši malo drugače. Eni ljudje ga slišijo kot pesem, ki je napisana od mene zdaj, meni mlajši, eni jo slišijo kot dinamika mati hči. Tako da po moje najboljše, da nič ne povemo njem, pa da jo ljudje poslušajo, pa slišijo, kakor želijo. Punčka sama trepeta, malo se boji sveta. Kdo bo segel ji v srce, ko še sama prav ne ve, kje ga je pustila stat, zlomljenega žalovat. Bo lahko ga kdo pobral, se lahko ji kdo bo vdal. Punčka sama še ne ve, kaj je prav in kaj ne sme, kako naj srečo uči, če še sama zdaj trpi. Kar pa ve je, da ni sama in to jo še bolj boli, ker ob njej še manjša punčka, hrabra, močna postoji. In ljubezni ima dovolj za njo in njega in vse nas, a trenutno je prešipka, da bi slišala njen glas.
Punčka sama hrepeni po ljubezni, ki je ni, in se trudi na pretek zbrat poguma za pobeg od vseh ranin, vsega zla, ne da padla bi na tla in zlomila si še to, kar zdržalo je telo. Naj se spomni, da le to nam ustvarilo je njo, njo, ki žari z oči, njo, ki skupaj nas drži. Saj bo mimo vsa ta žalost, tudi če zdaj se ne zdi. Punčka se uči iz dneva v dan, odpira si oči. Naj zaveda se, da punčka, ki ji boža nežno dlan, je sad njenega poslanstva, o ljubezni njenih sanj. In karkoli pride mimo, laž, resnica, strah, pogum, skupaj znali bosta tavat, skupaj tvorita svoj Naj pusti si punčka večja podoživljat svoj odsev v majhni punčki, ki ljubezni polni zveni odmev. Punčka in Liza Končar v oddaji Radioaktivno. Ko si mi pisala, 1. junija je to bilo, si napisala: sem Liza Končar, 20 let staro dekle. In tako naprej potem, zelo mlada, stopila v svet kantavtorstva in dejansko sedaj postregla s prvim albumom. Zdaj sem sicer že 21, ampak ja, sej ta album oziroma kar nekaj skladb po tem albumu je bilo napisanih v bistvu že 4 leta nazaj. Single Nefina tišina sem napisala se mi zdi, da zgodaj pri 17. Ja, mlada. Nimam nič za dodati, je res. Kakšni so bili potem tvoji glasbeni začetki? Kot tista klasična deklica, ko bom velika, bom pevka? Ali ne? V bistvu, ko sem bila majhna, sem hotela biti marsikaj, od lončarke do golmana. Ful sem imela enih vrlin in želja, kaj bom, ampak pol je pa prišla violina, pa sem bila najprej sigurna, da bom violinistka. Pol čez čas in čez glasbeno šolo sem pa pač našla petje. Potem pa ugotovila, da mi je petje v bistvu orodje za izražanje in s tem so prišle pesmi. In tudi zdaj seveda si zelo, zelo, zelo želim ostati in biti pevka, ampak nisem ful ukalupljena v to. Mislim, kar pride, kar prinese življenje, prinese. Ampak je pa definitivno to moja najglobja vrlina. Je bil velik korak od inštrumenta do petja? Pa v bistvu ne, ker sem zmeraj vsaj doma pela. Mami pravi, da sem že z vozička pela, preden sem govorila. Glede na priimek Končar pa bi te povezal z igralstvom. Se motim? Se ne. Potem pa sem pravilno sklepal pri pripravi intervjuja. Tako je. Odrske deske te nič ne vabijo? Odrske deske mi niso tuje. Sem se skozi življenje preizkusila tudi v igri. Mi je zabavna, mi je prijetna, ampak definitivno pa ni nekaj, v čemer se vidim 100%, moje srce ne gre tja. Gre veliko bolj v neko zares iskreno pristno izražanje skozi glasbo kot preslikavo te igre. No. Torej odri in glasba. Tako. Meni igra. Tako. Pa izpoved čustev, verjetno bolj. Tako. Saj v bistvu, to sem poštekala šele, ko sem prvič na oder stopila s tem albumom, ampak ko v živo interpretiram te pesmi, jih konkretno interpretiram. Je v bistvu dosti dramaturško celo narejena stvar, mogoče za trenutek bi lahko celo rekel. Tako da mi je blizu igra, mi pomaga vse, kar vem o njej, pri tem, kar počnem, ampak mi je to, kar počnem, veliko bolj blizu. Na odru ob glasbi ne moreš igrati. Ja, je res, ja. Še manj pa blefirati, verjetno. Ja, hvala Bogu. Naslednja, 3. po vrsti bo V spomine. Ta je taka tipična, ljubavna, najstniška, malo patetična, malo lepa. V bistvu dokaj dobesedna tudi z besedilom, tako da ne rabi nobene razlage, če mene vprašaš.
Vzel si del duše, vzel si mi noč, da lahko sem zjutrom izginila proč. Nisva vrisala ljubezenskih schem, sam noči nesrečni sva dala pomen. A naj se trenutek mi vtisne v spomine, naj raje pozabim, pustim mu, da mine. Ustavim naj misli, ki k tebi bežijo, sam preden zaspim, še zmeri zate bolijo. Ničesar res dala, ničesar vzela, v navidezni sreči le žalost objela, napisala zgodbo brez globje resnice, jaz tepne, ti mene ne, storila krivice. A naj se trenutek mi vtisne v spomine, naj raje pozabim, pustim mu, da mine. Ustavim naj misli, ki k tebi bežijo, sam preden zaspim, še zmeri zate bolijo. A naj se trenutek mi vtisne v spomine, naj raje pozabim, pustim mu, da mine. Ustavim naj misli, ki k tebi bežijo, sam preden zaspim, še zmeri zate bolijo. Liza Končar je z mano v oddaji Radioaktivno z albumom Gola ljubav. Naslov albuma tako malo arhaičen.
Vse druga beseda, danes bi rekli bolj verjetno ljubezen. Ja, sej, mislim, se mi zdi, da se dosti takih besed pojavi skozi album. Meni je slovenščina zelo, zelo všeč, res mi je najlepši jezik na svetu. To sem do zdaj rekla na vsakem intervjuju, po moje, na katerem sem bila. In se mi zdi, da se premalo izkorišča, da imamo ogromno enih besed, ki so čudovite in da je v bistvu besedni zaklad, še posebej mogoče mladih, zelo ozek glede na to, kolikor slovenščina ponuja. No. Tako da meni je ta naslov prišel na pamet ne namensko, zdaj pa želim nekaj ful arhaičnega, ampak je prišel, pa sem ga pustila, ker mi je lep. Potem rado raziskuje slovenski jezik, pa tudi te starinske besede, ki se moče dajo lažje komponirati v besedilo. Ne vem, če jih prav namensko raziskujem, definitivno pa mi je bilo brano veliko pravljic, pa brala sem kar nekaj poezije, tako da so naravno prišle v moje življenje, no, nisem se jih ravno učila. No, vse, če bereš našo staro literaturo, potem res najdeš toliko besed. Glasba, ki jo poslušamo, je minimalistična. Si tako načrtovala ali je potem bil končni epilog tak? Tako sem načrtovala. Zdi se mi, da je dan danes glasba postala nek naboj, ogromno stvari in je včasih namen glasbe zdaj to, da čisto vse odmisliš, pa da je ogromno zvokov, pa da ti zafila možgane popolnoma. Jaz tega nisem želela. Jaz sem želela, da ljudje slišijo besedilo, ker je pomensko nabito in jih nisem želela motiti s pretiranim odzadjem. Tako da sva v bistvu ostala s Timotejem zelo blizu teh osnovnih demotov, ki sem jih jaz mu poslala, torej jaz in kitara. Želela sva tako narediti, želela sva res narediti surovo stvar in sicer me je bilo na začetku zelo strah, da je premalo in da ne bo vzeto resno, ampak se je na koncu pokazalo, da je v bistvu nekaj, česar ni lih v obilici trenutno na glasbeni sceni in da ljudem kar prijano. Prej si omenila šanson, torej pomeni, da so v teh tvojih pesmih tudi vplivi šansona, lahko bi povezali tudi s popom, tudi kakšna skladba povleče malo v rok. Zelo majčkeno povleče v rok, ja. Sej nisem si prav želela zdaj šansonskega albuma narediti ali pa takega albuma ali pa takega. Kot sem že rekla, to je prišlo z mene. No. Definitivno se tudi za v prihodnje ne dam nobene okvirje žanra, ampak kamor me zanese in komi čakam, da vidim kam. Sta imela potem veliko dela za aranžmaje? Sva imela dela... Ja, malo ja, ampak je res vse prišlo, mislim, meni je itak smešno, ker se mi res ni zdelo kot delo, karkoli, čeprav je bilo trdo delo in je bilo utrujajoče in vse, ampak jaz sem bila samo zelo vesela, da lahko to delam. No. Sva pa vse res super skomunicirala in je delo teklo gladko in ja, bilo je veliko dela, ampak je bilo zelo prijetno delo. Četrta, ki jo bova zavrtela, bo Ko utihne glasba. To še najbolj povleče v rok, vse mene. Ja, tle lahko že malo migaš z glavo, ja. Ta je taka, ta je govori v bistvu o odnosu mene do same sebe in je meni zelo močna skladba, ker ko sem jo napisala, sem res začutila pri refrenu, ki se malo napne, da nekaj delam, da obstajam, da gre, da je. Tako, meni je ta skladba zelo pri srcu, pa tudi veliko ljudem je najljubša na albumu. Tresejo se roke, trese hripe vse mi glas, trese moj se stari jaz, ko zazre se v nov obraz. Ta je zdaj bolj hladen, ta pozna več zgodb ljudi, mal bolj ve, kaj govori, pametno raje molči. Ko utihne glasba in mi zmanjka lepih slik, vem, da sam pred sabo je najtežje pobegniti. Slepa se zatečem od spominov in skrbi, mine lažna sreča, spet jih gledam v oči. Sej še meni jasno ni, kako, zakaj in kdaj. Vzet mi je bil čas za vero v otroški raj. Ko utihne glasba in mi zmanjka lepih slik, vem, da sam pred sabo je najtežje pobegniti. Slepa se zatečem od spominov
in skrbi. Mine lažna sreča, spet jih gledam v oči. Želim pobegati tja nazaj v daljni kraj, kjer potreben le slučaj bil je za vsak smehljaj, kjer otroška sreča še opevala pomlad, v srcu ni bilo pregrad, ne težko imeti rad. Ko utihne glasba in mi zmanjka lepih slik, vem, da sam pred sabo je najtežje pobegnit. Slepa se zatečem od spominov in skrbi. Mine lažna sreča, spet jih gledam v oči. Sej še meni jasno ni, kako, zakaj in kdaj. Vzet mi je bil čas za vero v otroški raj. Ko utihne glasba in mi zmanjka lepih slik, vem, da sam pred sabo je najtežje pobegnit. Slepa se zatečem od spominov in skrbi. Mine lažna sreča, spet jih gledam v oči. Ko utihne in mi zmanjka Ko utihne glasba in Liza Končar, verjetno nimaš rada, da glasba utihne. Se jaz prav tako ne, ti povem po pravici. Meni mora non-stop nekaj igrati. Nimam rada, sej točno v takih momentih ta pesem govori, kaj se zgodi, ko pa utihne. Upam, da ne bo nikoli utihnila. Tudi jaz. 8 pesmi si strnila na prvenec Gola ljubav. Tako je. To je ves material, ki si ga imela, ali si kaj naredila selekcije? Ne, to glede na to, da album je nastajal dobra 4 leta, se je mnogo pesmi vmes napisalo, pa mnogo pesmi dalo stran. Sicer ene so ostale te prvotne, od dolgo nazaj, ene so čisto sveže, ampak materijala je bilo pa ogromno. Materijala je bilo vsaj 20 plus pesmi. Veliko teže, kot je slišati na besedilih? Ja, definitivno. Rdeča nit, ljubezen? Ljubezen na vse načine. Ljubezen med prijatelji, ljubezen med romantična ljubezen, ljubezen v družini, ljubezen v meni, ljubezen nasploh, ja. Torej bi lahko rekli, da si dejansko vse skupaj povezala kot neko zgodbo, kot ljubezensko zgodbo? Ja, jaz včasih kar rečem, da je ta album v bistvu ljubezensko pismo meni od mene. Sama sebi si ga napisala? Nekako tako, ja. Si potem tudi načrtno tako sestavila vrstni red? Od skladbe, ki sva jo zavrtela prve, torej Nefina tišina, pa do zadnje V miru? Vrstni red sem v bistvu šla malo tako po tem, kako se ob komadih počutiš. Začnemo zelo mirno, potem eskalira, pridemo do nekega vrhunca in potem se spet umiri. Tako da, ko poslušaš album, greš čez neko potovanje in tudi končaš mirno, no. Moram se sedaj popraviti, zadnja skladba je Ujčki. Je Ujčki. Slovenski jezik, slovenska besedila, nekateri stavijo na angleško, da se lažje izražajo. Ti si že premenila, da temu ni tako, da se lahko brez težav izraziš v slovenskem jeziku. Ja, veliko je tega, da je lažje v angleščini, da se je tudi lažje prebiti na sceno v angleščini. Čeprav meni se zdi, da če pišeš v slovenščini, je Slovenija zelo prijazna do tega, da pač prideš hitro si slišan v slovenščini, ker je tega v bistvu veliko manj kot v angleščini. Ampak meni se zdi, da se ljudje bojijo te slovenščine in glasbe v slovenščini tudi zato, ker jo popolnoma razumeš, ker ni nobene stene vmes. In
jaz sem točno to steno pač hotela prebiti in z jezikom in z vsebino, ker se da v slovenščini pa še kako lepo pisati, ampak spet meni je to prišlo naravno, no. Na zadnje, treba se malo potruditi, poiskati besede v angleščini, pa veliko glasbenikov že uporablja tiste fore oziroma fraze, ki se pojavljajo iz pesmi v pesem. Ja, sicer tudi v slovenščini se to zna zgoditi, ampak ne vem, meni se zdi, da je čist isto lepo, no, da smo samo bolj navajeni zdaj te angleščine, s katero ni nič narobe in so lahko tudi čudovite pesmi napisane v angleščini, ampak ne pomeni, da v slovenščini ne morajo biti. Naslednja, ki jo bova spustila, bo V miru. Nadaljujeva mirno. Nadaljujeva tako malo navihano. Ta je malo navihana. Ta pa je taka lepa, romantična. Meni se zdi, da je v bistvu edina, ki je absolutno v celoti pozitivna in zaljubljena. Tebe lahko ljubim počasi, tebe lahko ljubim v miru, tebe nikoli srce se ne ustraši, s tabo sem mirna v lastnem nemiru, tebi samo zaupam oditi, samo od tebe lahko hodim jaz, ker vem, da ti še želiš si vrniti kot tebe moj. Mene boža tvoj glas, iz srca poslušam te narekovati mi verze, ob katerih je lažje zaspati. Pravijo, ko ljubiš, se vrti, razbija, trese, a ob tebi kot valovov miren tok naprej me nese, kot da čakava nekje leta od zdaj na daljni jasi, da lahko ljubiva v miru, da lahko ljubiva počasi. Tega, da si brez napake, dobro veš mnogo, lastim si jih sama, nekak spregledava sive oblake, saj tudi v temi plesati znava. Iskre letijo v trenutkih, ki nama polzijo skozi prste, a jih ne loviva, pa naj bo slabotna in šibka že rama, zmeraj na njej se lahko ošibiva. Kdo ve, koliko zgodb bova spisala, preden lahko bova najin obrala. Pravijo, ko ljubiš, se vrti, razbija, trese, a ob tebi kot valovov miren tok naprej me nese,
kot da čakava nekje leta od zdaj na daljni jasi, da lahko ljubiva v miru, da lahko ljubiva počasi, da lahko ljubiva v miru, da lahko ljubiva počasi, da lahko ljubiva v miru, da lahko ljubiva počasi, da lahko ljubiva v miru, da lahko ljubiva počasi. V miru in Liza Končar v oddaji Radioaktivno. Na tvojem Facebook profilu sem videl, da si imela promocijo 26. junija. Tako je. Kako je bilo? Super je bilo. Bilo je veliko ljudi, bili so prijetni ljudje, nismo se zmotili nič na odru. Naredila sem si koncert za svoj rojstni dan, sem si rekla, da si dam to darilo in je bilo najlepše darilo, kar sem ga kadarkoli dobila. No. Kako te je sprejelo občinstvo? Kot mlado, neznano pevko, ki se naenkrat pojavi z albumom. Običajno glasbeniki že lansirajo single, da se malo spoznamo. Ja, zelo lepo me je sprejelo občinstvo. Jaz sem na oder stopila brez kakršnih koli pričakovanj in edini moj cilj je bil dati največ sebe, kar lahko dam v tem momentu ljudem, ki so sedeli nasproti mene. In kar se je zgodilo je, da sem večino časa v bistvu morala imeti zaprte oči, ker kamorkoli sem pogledala, sem videla kako solzico. In to, da daš nekaj ljudem takega, kar jih odpre do te mere, da pride solzica, je nad pričakovanji in nor feeling. Tvoja glasba je bolj za intimne prostore, manjše. Ja, je. Se takšne načrtujejo tudi v prihodnje? Jaz v bistvu nisem zdaj zelo nujno mora biti majhen prostor, nujno mora biti mala publika. Definitivno pride bolj stvar do izraza, ampak sem še toliko na začetkih, pa toliko si želim nastopati, da malo vzamem karkoli dobim, no. Samo da ljudje slišijo. Album, ki si ga izdala, je izdan samo digitalno ali tudi fizično? Zaenkrat še ni fizično, je samo digitalno, ampak počasi bomo jih naredili par CD-jev, se bo pa to dobilo tako malo. Pišeš meni, pa jaz pošljem. Potem pa je verjetno glasba dosegljiva na vseh teh streaming platformah. Na čisto vseh. Tam imaš kakšen odziv? Kakšen je sprejem glasbe, kakšen je sprejem pesmi? Je v bistvu kar poslušana, vse generacije, vsi spoli. Komentarji, ki sem jih dobila, sporočila, ki sem jih dobila, so neverjetno lepi. Jaz sem zmeraj stala za svojim izdelkom, meni se je zdel dober, ampak vsak odziv je bil nad pričakovanje lep in ga res cenim. Ful. Naslednja bo zadnji, čeprav to ne bo zadnja pesem. Ironično ne bo. Pričakoval bi sicer na zadnje mesto albuma, pa ni. Pa ni. Nisem, pravila niso moja stvar. Jih rada kršiš? Jih, ko je koristno, da jih. Spet poskusila nisva se ujela, ker te men ni vredno več lovit. Tok trudila se, da razumela, bik je v tebi dober, človek je skrit. Se ustavlja, preden bi zbledela, lepa slika še iz tistih dni. Ko sva prvič magično objela, spleteno ljubezen iz laži. Sčasoma uspela sem sprevideti, se zazret resnici v oči, da je ta brezbrižnost volja tebe, a še zmeraj nič manj ne boli. Sej sem spet ti dala ga, delček svojega srca, a po tvoje, ko si mlad,
se ne splača imeti rad, zato vzemam ga nazaj, stopam v svoj samotni raj, za teboj ostaja prah in en dober nov komad. Vem, da s tabo slišim melodijo, ki z nikomer drugim ne zveni. A kaj, ko oči se ti skrijo, le ko črna zenica žari. Ne želim uničiti si lepote, ki premore moje je srce. Imel si čudež brezmejne dobrote, a pustil neveden ji, da gre. Moja ni ljubezen popustila in verjetno še lep čas ne bo. A vsa iz mene je izlila pesem, ki ti pojem jo v slovo. Sej sem spet ti dala ga, delček svojega srca, a po tvoje, ko si mlad, se ne splača imeti rad, zato vzemam ga nazaj, stopam v svoj samotni raj, za teboj ostaja prah in en dober nov komad. Sej sem spet ti dala ga, delček svojega srca, a po tvoje, ko si mlad, se ne splača imeti rad, zato vzemam ga nazaj, stopam v svoj samotni raj, za teboj ostaja prah in en dober nov komad. Gola ljubav je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno. Liza Končar z mano, na naslovnici si ti. Na naslovnici sem jaz. Ampak smo popolnoma drugačno frizuro, kot jo imaš danes v našem studiu. Ja, to je ena hecna štorija. Jaz sem se naslova, torej Gola ljubav, spomnila po noči ob 3 zjutraj, mi je kapnilo na pamet, ok, Gola ljubav, in čez 3 minute sem dobila sporočilo fotografa, s katerim sva bila dogovorjena, da bova slikala naslovnico. Sem dobila sporočilo, kaj če bi se ti za naslovnico pobrila na 0 lase. In takrat sem bila tudi jaz, ja, to zdaj more biti naslov in definitivno moram to narediti in sem. In je nastala naslovna slika, ki je meni ful všeč, ker je v bistvu dokaj glasna, hkrati dokaj mirna. Meni se zdi, da se popolno sklada z albumom. Me je pa kar zebla v glavo, ene par mesecev. Kako te je okolica sprejela s tako frizuro, pod narekovajem? Zanimivo, zelo zanimiva izkušnja, ampak jaz sem itak to naredila s takim nekim višjim ciljem, da kakorkoli je bilo, mogoče momentalno rahlo neprijetno, je bilo definitivno vredno. Pa primerno za poletne vroče dni. Ja, sončna krema je edino obvezna. Drugače pa več informacij o tebi verjetno na družabnih omrežjih, spletne strani, kot sem iskal, ni.
Ni, imam svoj Instagram profil, imam svoj Facebook profil, vse na vseh streaming platformah so komadi. Sem pa šele začela, tako da veliko informacij o meni še ni. Ja, se tudi to ugotavljam, pa tudi umetna inteligenca to ugotavlja. Ker ti za pripravo intervjuja si v zadnjem času tudi malo pogledam po raznih teh umetnih inteligencah, da vidim, kaj mi vrže ven. Aha. In Bingova mi je vrgla ven, da ima nekaj informacij o tebi, da je to mlada pevka in dejansko kantavtorica iz Slovenije, ki je izdala album Gola ljubav ob instrumentalni pomoči Timoteja Pozniča. Poleg tega pa si izdala single Nefina tišina. Nekaj je. Ja, na koncu mi želi, upam, da ti je to kaj pomagalo. Jaz tudi upam, da ti je to kaj pomagalo. Bore malo, to sem že vedel, ko si mi ti poslala e-mail. In potem sem naprej še iskal, kakšno glasbo izvajaš, pa je dejansko dal potem enak odgovor, tako da nima več informacij. Kaj pomeni Gola ljubav? Pomeni to, da je to naked love. Ja, tako to pomeni to. Tudi prevaja TV. In kaj te je to inspiriralo? Prav tako piše, da nima več dodatnih informacij o tem in potem ponovi enak odgovor kot na začetku. Top, torej si se mogel fajn potruditi za ta intervju. Odlično, moram se alo večkrat poslušati, tako da sem dobil informacije. To pa mi je v bistvu malo všeč. Prej sem že omenil, da si za prvi single izdala tudi videospot, še načrtuješ kakšnega? Definitivno. Je pa stvar v tem, da glasba, ko začenjaš, je v bistvu z vsem, kar pride zraven, zelo drag hobi, tako da jaz sem ta prvi videospot posnela z veliko pomoči in prijateljev in kolegov, ki so pač v istem fohu. Brez tega definitivno si ne bi mogla take stvari privoščiti, ker je to res, ne glede na to, kako minimalistično stvar narediš, je to kar zalogaj, ampak imamo v planu kar kmalu spustiti še en videospot in nadaljevati to zgodbo s polno paro. Je ob vseh teh streaming platformah video še nuja? Jaz bi rekla, da ja, zato ker da človeku neko vizualno podobo. Kot prvo že mene in moj obraz človek vidi in prepozna in poveže z mojo glasbo, kar je zmeraj koristno. Kot drugo, Instagram in socialna omrežja so ključnega pomena v glasbi dan danes, se mi zdi. In to, da ljudje delijo po svojih profilih tvojo vizualizacijo tvoje glasbe, je meni kar prav prišlo, no. Tudi res je, da sem jaz dala ven single in potem čez 2 tedna cel album in je bil malo šok, ampak definitivno je videospot začel brbotanje in Liza Končar, kdo pa je to, kaj pa se zdaj tukaj dogaja. Tako da se mi zdi, da je ne nujno, je pa definitivno zelo, zelo koristno. Vseeno malo več radovednosti pri poslušalcih in ljudeh. Tako, pač ljudje smo, kakršni smo in se mi zdi, da vizualno si tudi zapomnimo stvari, si opazimo stvari in se nam vtisne v spomin. No. V nadaljevanju bomo ostali audio, samo mi dve je naslov. Ja, to je pa komad napisan za mojo sestrico in se mi zdi, da ima samo 3 akorde in melodija se v bistvu skozi ponavlja in mi je zelo všeč, ker je zelo nenavaden, ampak pri temu imam največ težav, ko ga interpretiram, da nobena solzica ne steče ven. Samo mi dve veva, kako je bolelo. Samo mi dve veva, kako se trpelo. Samo mi dve veva, kako ko spomnit ne morva otroške se sreče, samo srce najnoji sto si pije, le mi dve poznava iste čarovnije, le
mi dve sva del istega hrepenenja, zato druga druge se najbolj bojiva, zato druga druge si najbolj želiva, zato nama nikdar obupat ni dalo, zato ker sva druga drugi ogledalo, ker veva, da če srce kdaj se zlomilo, le druge ljubezen lahko je lepilo, in kadar se solza bo bridka prelila, na druge se ramo da bolj bo izlila. Liza Končar z mano. Liza, posluša slovensko glasbo. Kako gledaš na slovensko glasbeno sceno? Poslušam slovensko glasbo, poslušam sicer tudi zelo veliko starih slovenskih kantavtorjev ali bendov ali karkoli. Na zdajšnjo slovensko glasbeno sceno se mi zdi v bistvu čisto fajn. Se mi zdi, da mladi delajo, kar pač lahko delajo in da jim gre dobro. In hip-hop se zdaj zelo prebuja in so kvalitetni glasbeniki in kantavtorstvo tudi ni tega spet tako malo. Zdi se mi, da se vsi trudimo po najboljših močeh pač slovensko glasbo peljati dalje in kako nam ratuje, se mi sploh ne zdi napačno. Ja, to je to v bistvu. Bi lahko izpostavila 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene, ki so tebi top? Trenutne ali vseh časov? Vseh časov. Ja, bi lahko. Upam pa, da ne spustim koga zelo pomembnega. Tu ne gre za zamere. Elda Viler, Neca Falk, Vlado Kreslin, Iztok Mlakar, Blaž Mencinger. Pa si že naštela 5. Pismo pa sem jih res. Lahko pa še dodaš kakega. Lahko dodam še Masajo, lahko dodam še... Bom nehala zdaj dodajati, ker bova do jutri tu. Ne bova, ker ti v nadaljevanju bova malo preverila, kako ti pozna slovensko glasbeno sceno. Pa dajva. Namreč tukaj ti dajem list iz 5 stolpcev. Iz vsakega stolpca boš izbrala po eno številko, jaz ti bom zavrtel kratek glasbeni izsek, ti boš pa ugotovila oziroma skušala ugotoviti, kdo je izvajalec in kakšen je naslov skladbe. No, če do zdaj nisem bila živčna, zdaj sem. Ne rabiš biti. To je samo malo zabave, pa malo preverjanja znanja. Pa Liza, predlagam, da pričneš v stolpcu A. Ok, dajmo reči 46. Prej si dejala, da imaš rada starejšo slovensko glasbo in sprvo si zadela, kar precej v preteklost, še rodila se nisi. Ja, res je, ampak si me pa dobil s to, meni zveni kot nek hazard, nekaj takega. Ja, pa je tisto obdobje, ampak na Primorsko je treba iti. Morda manj znana skupina, niso Faraone. Ja, to sem hotela reči. Ti mu kar povedal. Daj mi, prosim. Prizma od 1 do 3 je naslov pesme. No, te pa ne poznam. Jo bom zdaj poslušala takoj, ko pridem domov. Lahko. Stolpec B. 35. Gospod, ti so kitaro še imate. Gospod, ti so črno kitaro še imate. Gospod, ti so bila je res dobra. Si mi pa dal zelo hvaležen del glasbe zdaj. To pa je Vlado Kreslin, črna kitara. Popoln odgovor.
Ker Hvala že prej lepa. si povedala, da je Vlado Kreslin eden izmed tvojih top izvajalcev. Definitivno. Liza, si v Sklop D? stolpcu C. A, C. Ne bova preskakovala. Ja, 18. Ko sanjam te, kličem te na glasa dva, najno smer gre, naj te odpelje visoko, na glasa dva, naj odpelje. Poznam komad, neka Nejša, Anika Horvat, nekaj takega. Ne, skupina je, ki pa je tudi pred kratkim zamenjala pevko. Pa že več pevcev zamenjali. Tabu. Seveda je tabu. Vzeme sram, kaj sem počela ven. Tabu, ne vem naslova, poznam komad. Oblak za dva. Oblak za dva. Moram malo poslušati bolj besedilo, ker v bistvu Ja, mi prihajaš naproti, razumem. Pomagam kar glasbenikom. Stolpec D. 55. Zjutraj vstanem, vzamem si dan čisto potiho. Jaz pravim v plan, samo ga nosim povsod naokrog, ko prideš mimo. Se počutim kot Bog. To mislim, da bo malo težji zalogaj, pa tudi v tem refrenu se ni pojavil naslov pesme. To mi tudi v prejšnjih očitno ni kaj dosti pomagalo. To pa ne vem, to pa niti glasu ne vem, če poznam. Je producent? Žan? Ne. Ni? Dela kot solist, pa dela še tudi sedaj v enem duetu, ki pa je zelo kitarsko naravnan. Pa sta skupaj dva znana glasbenika. Kitara pa bobne samo. Nimam pojma. To je duet Roma Čalc, sicer pa je to bil Mr. Marš oziroma Martin Štibernik. Ok, Martin Štibernik, tudi to se bomo naučili, zmenjeno. Veliko mesta pa je naslov te pesme. Veliko mesta, prav. In še zadnji stolpec, to pa je novejša produkcija zadnjih 2 let. No, zdaj se bom dokončno razočarala, čakaj, dajmo reči 40. Ne mi reč, da nisi vel. Ne nabuši. Celi cajt sem te že gledal. Moraš biti tisti. Kaj ti ni niti malo bed. Pa kaj moš res biti taki kmet. Ne nabuši. Ne mi reč, da nisi vel. Ne nabuši. Celi cajt sem te že gledal. Moraš biti tisti. Kaj ti ni niti malo bed. Pa kaj moš res biti taki kmet. Slišim, da je MK, zdaj pa Alja Neaguši. Je, ne? Še je naslov, ja. MK je sodelovanje, drugače pa je skupina, ki to izvaja. Mariborska punk skupina. V zadnjem času zelo popularna, udarna. Mariborska. Ja. Ja, slišala sem MK-ja. Slišala si ga zagotovo. Drugače pa so to alo stare. Dobro, fajn. Tako da če boš jih kaj pogooglala. Vse bom googlala, bom vso slovensko zgodovino glasbe zdaj, ker ob naslednji take priložnosti se hočem boljše izkazati. Prihodnjič bo kakšna drugačna naloga. Ok, zmenjeno. Drugače pa, Liza, kaj delaš drugače poleg glasbe? Kaj delam drugače poleg glasbe? Veliko se družim s prijatelji, veliko hodim v hribe, veliko se premikam. Tako, vsega po malem. V bistvu. Si še študentka? Ne, še nameravam pa biti kmalu, ampak nisem čisto točno še ziher kaj. Malo se s književnostjo spogledujem, malo se s psihologijo spogledujem. Tako, v bistvu me vleče povsod, ampak naslednje leto se moram odločiti in takrat bomo videli kam. Pa kako, zdaj mi je v bistvu tok bil cilj ta album, da sem pozabila na vse ostalo. Glede na album, pa na tematiko, pa na besedilo, bi ti psihologija dobro šla po mojem. Ja, po mojem tudi. Bi se sicer mogla kar konkretno pregrist čez vse knjige, ampak bi se našla nekaj tam, ja. Če sem te prav razumel, ti je ostalo še nekaj materiala, verjetno bo tudi ta potem našel mesto v prihodnje v novih skladbah. Predvidevam, da kakšen sigurno, drugače pa se želim zdaj malo pozabavati z naslednjim albumom. Tudi da ni nujno vse taka tuga, da malo še odkrijem svojo zabavno stran, ker sem drugače kar zabavno dekle, duhovita na momente celo, pa bi rada tudi to pokazala svetu. Tako da ziher bom kaj starega še dala v naslednji album, si pa želim ustvarjati nove stvari, no, zelo. Tudi s novimi ljudmi, pa mislim ne z novimi ljudmi kot ne s Timotejem, Timotej je moj zavedno, ampak tako z kakšni skupna ustvarjena še z drugimi glasbeniki. To meni, da lahko pričakujemo tudi bolj hudomušna besedila? Ja,
Sicer moram ratati malo pogumna za to, ampak ja, si ga želim. Nefina tišina je bil prvi singl z tega albuma. Načrtuješ še kakšnega, ki ga boš izpostavila? Kakšno skladbo, ki boš izpostavila kot singl? Nisem še ziher. Verjetno, ampak ne moram nič reči, ker v bistvu ne vem. Bomo se potem pustili presenetiti. Dajmo reči tako. Izzivov je torej kar nekaj pred tabo. Še eno bo vam spustila za konec tega pogovora in sicer bo to najdaljša z prvenca Gola ljubav, to bo do Ujčki, oziroma to bo Ujčki. Bo Ujčki, ja. Čeprav bodo Ujčki, bi tudi bilo smiselno. Še boš rekla, kaj je nje, ali jo kar spustiva? Po moje jo lahko kar spustiva, ja. Zato prihajam za konec tega pogovora. Liza, hvala, da si se oglasila v oddaji Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala za povabilo in prijeten pogovor. Svet porušil zdaj, ja bi res stekla in se vrgla v tvoj objem. Če bi zbežala v neznano, daleč strana, bi res hotla, da si ti ob meni. Če bi priznala, da zvečer morda bi raje v miru šla sama spat. A imel pogum bi strest mi glavo reči: ljubica, mene ne rabiš se bat. Bolj kot srce hrepeni, jaz zatiskam oči. Blažit mojo norost ni tvoja dolžnost. A kaj, ko sama nikoli uspela nisem paziti na sebe. In kaj, ko sama nikoli verjela, da zmorem zaljubit se vase, je lažje, da bi te izgubila, kot še bolj kot zdaj te ljubila in potlej bi šel. Svet porušil zdaj, ja bi res stekel in se vrgel v moj objem. Če bi ujet bil spet v svojem črnem mraku, a bi hotel, da sem s tabo v njem. Če bi priznal mi, da zvečer morda bi raje v miru šel sam zaspat. A imel pogum bi strest si glavo in priznat, bolj težko imel bi me rad. Bolj kot srce hrepeni, ti zatiskaš oči. Blažit tvojo norost ni moja dolžnost.
kaj ko sam nikoli uspel nisi paziti nase in kaj ko sam nikoli verjel ne, da zmoreš zaljubit se vase, je lažje, da bi me izgubil, kot še bolj kot zdaj bi me ljubil in podlej bi šla. A kaj ko skupaj še vedno uspela nisva paziti nase in kaj ko skupaj še zmerne verjela, da zmoreva zaljubit se vase, je bolje, da sva se izgubila, kot še bolj kot zdaj se ljubila in potlej bi šla. Sem Liza Končar, poslušate Radio Aktivno.